V bistvu moje spremljanje koronavirusa je bilo zelo pestro, sploh ker se je v začetku februarja ženil moj najboljši prijatelj, in sicer to v Maleziji. In že takrat konec januarja, ko sva se s partnerico pripravljala, da greva na ta izlet, sva letela v Singapur, sva se že malo spraševala, kako in kaj bo. Ampak sva slišala, da je še tam vse v redu in sva šla, smo cel čas spremljali novice iz Kitajske. In tudi že v Singapurju takrat so na večjih lokacijah ali z infrardečim termometrom ali pa s tisto malo pištolico večkrat namerili temperaturo. In sva bila takrat pač zelo vesela, da sva nekako preživela brez težav tisto potovanje, da sva sploh lahko šla. Po tistem sem pa šel za en mesec v Nemčijo na raziskovalni obisk, kjer sem tam v arhivu pregledoval papirje od znanega nemškega filozofa in sociologa Jürgena Habermasa. In nekako smo spremljali, kaj se je dogajalo že takrat v Seattlu, v Združenih državah, kjer sem dolgo živel, ko se je počasi hujšala situacija tudi v Angliji. Ampak dolgo časa v Nemčiji nekako ni bilo nobene panike, življenje je nekako tekalo normalno naprej, univerza je bila odprta, knjižnica je bila odprta, arhiv je bil odprt. In nekako je bilo vse tam do 16. marca normalno. 16. marca bi mogel jaz imeti ravno zadnji dan v arhivu, in tisto jutro mi je napisal arhivist mail, glih preden sem jaz mislil iti na vlak oziroma na metro do knjižnice, da so zaprli, da bodo do nadaljnjega zaprti. In takrat so tudi skenslali eno manjšo srečanje, manjšo konferenco, ki bi jo mogli imeti tiste dni. In takrat se je nekako res začelo v Nemčiji malo bolj videti, da se ta kriza dogaja. Jaz sem bil pa seveda zelo nervozen, ker sem bil takrat nekako v Nemčiji ob koncu obiska in sem se mogel vrniti v Slovenijo. In sem bral, da so Avstrijci zaprli obe meji, se pravi mejo z Nemčijo in mejo s Slovenijo. In sem se pogovarjal tudi z univerzo, ki me je gostila. Oni so še klicali na ambasado avstrijsko takrat, da so preverili, če se bom jaz lahko sploh vrnil domov. Sem jim povedal, kje dokumente moram imeti, da bo tranzit načeloma dovoljen. In sem se pol odpravil na pot, prometa ni bilo in sem bil zelo presenečen, ker ne na avstrijsko-slovenski, tudi ne na avstrijsko-nemški meji ni bilo nobenega. Tako da nekako takrat se mi zdi, čeprav so govorili, da so meje zaprli, še ni bilo nič videti tega. Zdaj pa tukaj nazaj v Sloveniji spremljam situacijo, kaj se dogaja, tudi moji kolegi, ki to leto učijo, jaz sem namreč letos oproščen učenja zaradi sobotnega leta, so morali čez noč dobesedno vse svoje kurze prestaviti na internet. In potem se je univerza 3 dni zatem odločila, da bodo kar začeli velikonočne počitnice malo prej in da bomo pol se v bistvu z vsem tem ukvarjali. Tako da velika zmeda je bila povsod in zdaj vsi nekako čakamo in ugotavljamo, kako bo šlo to naprej, zdaj po veliki noči, kako bo to sploh izgledalo. Ja, se mi zdi, da akademiki, sploh mi, ki delamo bolj v humanistiki in v družboslovju, imamo srečo, smo navajeni delati od doma, nismo vezani na nekakšne laboratorije, in nekako tudi mi nismo služb izgubili, dobivamo redne plače, smo sorazmerno premožni, imamo stanovanja, tako da iz tega vidika se mi zdi, da se tako življenje ni za nas tako blazno spremenilo. Seveda pač je treba biti bolj doma, se ne hoditi toliko naokoli. Tudi zdaj za veliko noč bodo zelo čudni prazniki, meni so tudi ene par konferenc že skenslali. Ampak konec koncev se mi zdi, da za nas se ni toliko spremenilo. Je pa zelo zanimivo videti, kako se družba nasploh odziva na to, kako počasi se mi zdi, da ljudje zmeraj bolj resno to vse skupaj jemljejo. Je pa seveda zanimivo, ko tukaj po Ljubljani, ko greš ven, po eni strani je center prazen, kar je zelo nenavadno, po drugi strani so pa v bistvu vse poti polne, Golovec je poln, Šmarna gora polna, nekako vsi
izkoriščajo to za izlete v naravo, kolikor se da. In je zanimivo videti, kako se v bistvu vračamo k nekaterim takim navadam, takrat, ko ni treba, da hodimo v službe. Moj nov raziskovalni projekt se pravzaprav nanaša na Jürga Habermasa kot javnega intelektualca in sploh na vlogo javnih intelektualcev v nekako modernih demokratičnih družbah. In v tem času sem z velikim zanimanjem spremljal predvsem, kako smo kar naenkrat nekako vsi postali amaterski epidemiologi, vsak hoče nekaj povedati o krizi, vsak napoveduje, kaj se bo zgodilo. In predvsem me je zanimalo, kot prvo, kako so kot politolog, seveda, kako so politiki v bistvu izrabili to krizo, da so si nekako priborili večje pravice, da lahko v bistvu sprejemajo uredbe brez parlamenta. To seveda je nekako najboljši primer za to je seveda Viktor Orban na Madžarskem, ampak so tudi drugje se isto dogajalo. In na družbeni ravni se mi zdi, da je tukaj nekako po eni strani imamo veliko srečo, da imamo tehnologijo internetno, ki jo zdaj imamo, da lahko se pogovarjamo, lahko še zmeraj izvajamo kakšne sestanke, določena dela lahko grejo naprej, ki drugače ne bi mogla. Je pa zelo zaskrbljujoče, kako internetne firme zdaj zbirajo še več podatkov, kot kaže, bodo v bistvu te internetni velikani ob koncu tega imeli še večjo moč, še bolj bomo od njih odvisni, še bolj bomo odvisni od spletne prodaje, kar bo mogoče slabo za normalne trgovine. In bo zanimivo videti, kako se je v bistvu potem, ko ta virus mine, kako se bo družba že spremenila. In bojim se, da smo kar malo preveč privadili na to tehnologijo in v bistvu na ta nadzor, ki ta tehnologija ima. In seveda, mislim, najbolj zanimiv primer tega je res rast Zooma s svetlobno hitrostjo. In kot kaže, ko so zdaj večkrat opisali, Zoom nima end-to-end encryptiona, se pravi, da nekako to je vse javno, več ali manj, tudi te zadeve, ki jih oni imajo, za zaščito niso dobro narejene. Smo videli zelo veliko prankov, pa je tudi prodajajo veliko podatkov o Facebooku. In v bistvu moja univerza je razglasila Zoom kot malware in smo mogli vsi zbrisati iz računalnikov. In to se mi zdi, da je samo en primer tega, česar se moramo bati in kako bodo v bistvu tehnološke firme izkoristile krizo, da bodo še več prodajali naših podatkov, da bodo še bolj vdrli v našo zasebnost. In tudi konec koncev se bo tudi delo spremenilo. Ne? Zdaj vsi nekako delamo v vseh različnih urah. Če šef pokliče, vidi, kaj je za mano, vidi, kje sem, mogoče za kakšne kolege vidi njihove otroke, vidi, kako živijo. In to so v bistvu vsi nekakšni taki vdori v neko zasebno življenje, ki se bojim, da ga bomo mogoče izgubili ali ki se bo mogoče zdaj omejil tudi po tej krizi. In tukaj se mi zdi, da moramo še veliko razmisliti, kaj je dobrega pri tehnologiji, ampak tudi kaj je slabega in nevarnega.